Danes bom govoril o najpomembnejšem vidiku gojenja orhidej, o zalivanju. Moje ime je Tomaž, sem vodja proizvodnje v Ocean Orchids. Danes boste izvedeli, kako pravilno zalivati orhideje, katere so najpogostejše napake in kako jih odpraviti. Za piko na i pa vam bom predstavil dva pripomočka, ki vam bosta olajšala zalivanje. Glavna napaka pri gojenju orhidej je vsekakor prekomerno zalivanje, ki povzroča gnitje korenin. Druga skrajnost je pomanjkanje vode, simptoma obeh pa sta ista: uveli listi, ki se gubajo, in izguba zelenih koreninskih vršičkov. Pogledamo v korenine, boste hitro ugotovili, v kateri skrajnosti se nahajate. Če ste rastlino premalo zalili, presušili, pomaga takojšnje namakanje, če pa ste jo preobilno zalili in povzročili gnitje korenin, pa pomaga presaditev, kjer odstranite gnile korenine in uporabite svež substrat. Presajanje bomo obdelali v naslednjem videu, zato se ne pozabite prijaviti na naš YouTube kanal in ostala socialna omrežja. Večina orhidej, še posebej pa phalaenopsisi, ki jih gojimo, ne mara konstantne vlažnosti korenin. Zato je potrebno ustvariti nihanje med vlažnostjo in suhim obdobjem. To najlažje izvedemo z namakanjem rastlin, s čimer dosežemo popolno premočenost korenin. Prav tako pomembno pa je, da se korenine nato dodobra presušijo, kar lahko traja tudi 14 dni ali več, odvisno od letnega časa in prostora, kjer jih gojite. Poleti, ko je dan daljši in temperature višje, bodo orhideje potrebovale bolj pogosto zalivanje. Obratno velja po zimi. Torej, kako vemo, kdaj je pravi trenutek za zalivanje? Šele ko so korenine v lončku obarvale srebrno oziroma sivo, takrat jih zalijemo. Če so še zelene, še počakamo. Najboljši način zalivanja je, da rastline namočite kar v okrasnem keramičnem lončku. Vodo natočite do vrha, ampak pazite, da ne zmočite rastnega vršička, ki lahko zaradi tega zgnije. Orhidejo pustite stati v vodi 15 minut, lahko tudi celo uro, nato vodo odlijete stran. Zalivanje si lahko olajšate z uporabo keramičnih loncev z notranjim robom, ki vam omogočajo, da lahko imate vedno za 2 prsta vode na dnu. Voda v keramičnem lončku pomaga ohranjati vlago na visokem nivoju, hkrati pa korenine ne stojijo v vodi. Še boljše pa ta princip deluje, če uporabite palčke za zalivanje, ki jih namestite v lončke iz spodnje strani. Na spodnji strani naj palčka gleda ven tako, da seže do dna vode v keramičnem lončku. Orhideja lahko na ta način po palčki počasi črpa vodo iz dna keramičnega lončka, s čimer se vam interval med zalivanji precej podaljša. Drugi zelo uporaben pripomoček pa je senzor vlažnosti SAST, ki z obarvanostjo tega okenca pokaže, da se bliža dan za zalivanje. Ta senzor je še posebej uporaben, če imate orhideje v aranžmaju, kot je ta, kjer zelo težko vidite, kakšne barve so korenine in kako vlažen je substrat. Če si želite olajšati zalivanje, lahko oba pripomočka kupite v naši spletni trgovini ali pa v našem tropskem vrtu v Dubrovniku. Torej, če povzamem, opazujte korenine in rastline zalijte šele, ko korenine posrebrijo, nato jih temeljito premočite. Uporabljajte palčko in senzor, ki vam bodo olajšali zalivanje. Če imajo sosedi lepše orhideje kot vi, jih vprašajte, kaj počnejo, ali pa spremljajte naše video nasvete. Se vidimo naslednjič.